Sem zdaj sam telefon na letalski način, da ne bo brnel. Ena minuta. Ok, evo nas na spletni Radio Žica v živo, zgodaj, sreda, ura 11:50 čez, z mano Miha Erič, na drugi strani, živijo Miha. Zdravo, živo. Lepo zdrav. Evo, končno sva se zmenila za ta koncert v živo. Tako. Live, evo, tehnične težave. Lej. Je to tehnično, ja, v tretje gre rado. V tretje gre rado. Tako da so se... Zavod Enači organizira na spletnem Radio Žica splet online akustik koncertov, da se ogrejemo, da ljudje ne izgubijo stik z realnostjo, z glasbo. Z glasbo, tako. Z kulturo. Absolutno. Če smo zmešani, ne? Ja, bo držal zdaj tak čas, ko so v bistvu napetosti zelo hitro, bom rekel, privrejo. V bistvu je tako, kot če bi polil z benzinom, pa bi hitro se lahko vnel, če bi kakšna iskrca preskočila. S čas, ko moramo biti strpni, pa... Te politiki, kot da gasijo požar z benzinom. To se pa rado dogaja, žal, tako je. Zgodovina se ponavlja, nimaš kaj. Non-stop. Drugače pa mi je v čast, da lahko neki danes zaigram tukaj na tvojem radiju. Kaj smo pripravili? Kaj smo pripravili za danes, Miha? Ja, jaz sem pripravil 6 komadov vokalnih, mogoče vmes tudi kakšen intermezzo, instrumentalen, ampak drugače pa vokalni avtorski komadi, eni v angleščini, malo na temo, bom rekel, klasik bluza, malo dark countryja, amerikane, pa tudi ena par slovenskih besedil, tudi takih, ki se tičejo našega slovenskega življenja. Seveda. Moramo ohranjati slovenski jezik. Tako. Normalno. Nač, Miha Erič v živo, Acoustic Live na Radio Žica. Še džingl in razpalimo. Stari, dokaj na vsakodnevno Radio Žica žari. No, Miha, izvoli. I woke up and the rose was sun to shine. Better get me a bottle of wine than to try to brighten up that darkened day.
as black as it can get. Sometimes comes one of these days that takes all the colors from your face, searching for a light that can't be found while there is darkness all around. And it's as black as it can get. And it's as black as it can get. Odlično, Hvala, odlično. Povej mi blues. Odkud blues v krvi? Pa Eriča. v bistvu bom rekel, zadeva je ta, da že od malih nog nam je mama pela, mama je Makedonka, ne, in je Aha. pela tudi makedonske ljudske pesmi, Ja. tudi take Ako umrem, ki so v bistvu tudi, bom rekel, tudi neke vrste blues, ne, isto. Bom rekel, se nekako ta, se mi zdi, da črnska pa balkanska scena, da se to kar dosti tako povezuje. Ja. Nekako. In Sevda, starogradski, to je naš blues. tudi, ja. Ja, ja. In pol je nekako tudi blues, medtem ko oče pa zbiral LP-je, vse od Bacha, Franka Zappe, Krautrocka, Elmore Jamesa, Muddy Watersa in vse te variante, Sonny Boy Williamsona. In je bila zadeva ta, da je bilo to doma, ne, nekako. Sam zaužiti je bilo treba. Dobro zapuščeno. Ja, tako nekako, tako da. Kaj misliš v Sloveniji? A se prejema blues? A je okej, a je odziv ljudi v redu? Mislim, vedno so rock and roll in blues in jazz bili na margini družbe. Običajno se posluša nekaj komercialnega. To nikoli ni bilo to komercialno. Z bluesom je verjetno še težje kot z rock and rollom. Tako da. Ja, zdaj blues ima svojo težo, ne, sploh bom rekel tak blues, ki se ne meša s popom, ker pol se je začel tudi to, da se je ta blues začel mešati s popom, kar ni nujno, da je to zdaj slabo, ampak zdaj preveč tak pop blues se mi zdi preveč čiščen, že rahlo sladen, kičast, nima več te neke organske note, tako kot lesena deska ali pa iverka, naprimer. Nekako se mi zdi neka ta pristnost in zdaj blues je pač glasba za sladokusce, oziroma je tudi blues, je tudi oče vseh, se mi zdi, ostalih še zvrsti, tudi naprimer popa, pa te korenine, pa bom rekel, lestvice bluza se pojavljajo, se nekako blues je eskaliral, se ga uporablja v bistvu neko osnova, tako kot poštevanka skoraj. Od countryja, rocka, vse, zdaj tudi v popu, posod v rocku, noter tudi slišimo tudi elemente, ki so se uporabljali v bluzu. Tudi reperi za blues imamo. Ja, tudi, tudi. Tako da se mi zdi, da je fajn tudi, da se blues itak, da se razvija, da se prepozna tudi v drugih žanrih, ampak nasploh pa sam treba je pač stvarjati, kakor čuti človek. Pač. Okay, cool. Kaj se nam je špilo na začetku? To je bil komad S Black, ampak ne S z dvema s-ma kot Rit, ne. Jaz sem tudi hecel včasih Black S, ne. Ampak pač črno kot, dan črn kot najbolj črna stvar, ne. V angleščini, tako da ta je. Naslednji je pa Stare kosti. Okay. To je pa, evo, sem še malo kitarca, tako je malo sproti, evo, da se sliši, to je tudi del, ne. Tako da, Stare kosti, to je pa tak, bom rekel, hecen komad, mal vleče na to
neko tradicijo, tudi slovensko, pa malo kanibalizma noter, tudi malo skritega. Tudi. Tako da, evo. Dajmo, stare kosti. 3, 4. Sam da ne bo goveja juha. Koščena, res. V Sloveniji, kakšen je odziv ljudi? Ne vem, sodeluješ tudi Samuel Blues se je pojavil, pa sta se najdla skupaj, podoben stil, oba imata blues in sta zabluzila skupaj, album posnela. Ja, tako, Transformator, ne. Zdaj ta album je bil zanimiv, ker od dosti ljudi je bilo tukaj pričakovanje, ne, da bova oba pela, pa da bo to nek tak album v smislu kot tak pevski, ne, ampak sva kot prvi album naredila čisto inštrumentalen, skoraj da ambientalen vmes. In ste nas vse šokirali. Ja, je taka, nekako sva začutila v bistvu, vsak inštrument sva probala začutiti, kakšne tone lahko spusti inštrument in sva nekako kot eksperiment to naredila, oziroma je kar popeljalo, ne, brez nekih... Čeprav so kompozicije kar narejene, ampak je vse neka ta prosta noter, ta neka duša noter zajeta. Odziv ljudi na koncertih? Odziv je bil v redu, jaz sem hvaležen vsem, ki so prišli na najine koncerte. Zelo vesel, da so me tako, rekel, podpirali maksimalno. Ljudje je bilo veliko, ljudje so plesali, kričali, zelo jim je pasala muzika. Tudi je bila zadeva, ko sem imela en koncert v Ljubljani, so ljudje hoteli plesati, pa niso pustili, ker so bili že ukrepi. Ja, ampak drugače pa odziv je bil pa super, odziv je pa res hvala. Ok, ja, moramo ljudi malo razširiti obzore glasbene, Absolutno. Ker preveč je pritiska, se mi zdi, teh komercialnih radijskih postaj, Ja, ki vrtijo eno in isto. ja. V vseh skupaj 80-ih je vse enako, eno in isto. Na pamet veš, ker komad bo naslednji. Ja. In res to huda manipulacija in mislim, da v bistvu je prišlo do vsega tega, do vseh teh problemov zaradi te prezasičenosti z enimi in istimi stvarmi. Moramo delati na tem. Ja, absolutno. Jaz tudi res slišim na radiju nekaj nekomercialnega. Pa zdaj, dosti me ljudje povezujejo z bluesem, jaz sem tudi zelo, bom rekel, rad imam tudi kak inštrumentalni metal, rad imam ambientalno glasbo, klasiko, Brahmsa,
kakšno dobro, tudi staroselsko, balkansko, vse živo rad slišim, kar je v bistvu pristno. Ne. Ja. Tisto zlajnano se pa potem, ja, tako kot si rekel, v bistvu se zlajna. Zlajna. Kjera je naslednja? Naslednja je My Revenge, se pravi, to je pa pesem, ki govori o maščevanju. Ja, My Revenge is free, kar pomeni, da je moje maščevanje je zastonj. Aha. Taka, A je lahko maščevanje zastonj? To je dobro vprašanje. Potem, ko že gre čez mero, je rata lahko zastonj. Ja. Ok. Ti si posnel en album, samostojen? Ne, nisem še. To so ti komadi. Jaz nisem še snemal sploh albuma, v bistvu, kar delam, zbiram te komade avtorske in jih tudi delam. Večinoma teh komadov, ki danes igram, bo delo našega benda 3 tone, ker igrata basist Boris Sadar in David Sletinek in delamo v bistvu s celim bendom tudi te komade. Okay. Tako da to pa je v nastajanju zdaj s tem bendom, ja, kar se pa zelo veselim z njima delati. Ja. Tako da bo začetku naslednjega leta planiramo s tem bendom. Tak power trio je to. Ko me čakam. Tako da z veseljem. Da pridete vsi trije sem. Z veseljem. Z albumom. Tako, zelo z veseljem. Ja, ok.
bilo odgovorjeno. Ja. Spoznal sem te z bratom Julijanom nekoč, leta nazaj, ko sem imel en barček. Ja, res je, ja. Simpatičen. Ime je bilo pa Arkus. Arkus, ja. Ja, tak rock, blues, jazz kotiček. Ja, Ena ideja, ki ni preživela zaradi krize in vsega. Band je bil pri svojimi profesori bluza in nekaj časa si bil z njimi, potem si pa šel na svoje. ja, res je. Ja. Res je. Zaradi določenih zadev, no, se jih v bistvu ne rabim Ma ne rabiš, omenjati, ampak sem se pač umaknil. Ja, ja. Je zadeva ta, ja, da je pot tako nanesla, pa usoda. Tako da zdaj pa tudi v bistvu ustvarjam še z ene parimi glasbeniki, poleg Samota, pa tega benda, tega bobnarja pa basista. Ustvarjam tudi z Martinom Ramoješem. Martin Ramoješ, kantavtor slovenski, ki ima tudi take zanimive kompozicije glasbene, ko sploh ne veš, v bistvu mešanca čisto vsega, pa hkrati nekaj čisto originalnega, ne. Po eni strani pa tudi besedila njegova zelo hudomušna, pa tako zapeljana, da moraš kar obračati kolesce v glavi, da se stavaš, kar je zelo fajn, ne. Potem pa še ustvarjam še z Dinotom Pastilnom. Dino pa Tilen sta dueti z duo Aritmija, včasih je bil band Aritmija, ne. To je pa zdaj duo Aritmija, sta pa ta dva kitarista, z njima pa tudi zelo rad igram, ker sta taka eksplozivna, pa fajn kompozicije. Pol pa še tudi, evo, zdajle se pa je tudi treba zapovedati, zdaj imam dva mala otroka, drugače pa tudi ženo z Natalijo tudi igrava. Natalija pa citre špila, ja. Citre? Ja, pa igrava, ampak zdaj se sliši citre, ne, tako. Igrava v bistvu vse živo, ne, tudi makedonsko ljudsko sva, Eleno Kerko isto, sva tudi špilala, pa tako da, to je tudi še en projekt, ki se ga Loteva. v bistvu ne, so se ga že kar fejst lotila, sam pol vmes, zdaj, ko so otroci, pa to je tudi treba itak. Je super, ampak treba je usklajevati, kdaj je vaja, kdaj je to. To se te vprašati, kako ti sploh uspe. Dva mehna otroka, tam mali je rojen zdaj. Ja, 7. oktobra, tako da niso bili 2 meseca. 2 meseca je Ja, star. ja, 2 meseca. Starejši? Starejši je pa, Max je pa 2 leti pa pol. Evo, Pa 2 si leti pa res pol. kapa. Hvala, Res, hvala. da ti uspeva vse to. Ja. Da mama uspeva. Ja, Natalija je tudi, bom rekel, taka korenina koroška, evo, da uspe oba porihtati, pa no, jaz pa tudi zdaj Maxa dajem, jaz ponavadi tudi spat, ne, dajem ponavadi, jaz Maxa spat pa rihtati, pa tudi kaj skupaj igrava, pa tako da je v bistvu delo pa igra je zraven skozi razvoj pa učenje. Če je Ja. volja, Je tudi pot, Tudi ne, pot. ja, absolutno, ja, absolutno. ljubezen pa je v bistvu najbolj Ključ, ne, ključ. ja. To jaz razlagam ljudem, pa puncam, s katerim se srečam. Ja, Ljubezen, ampak pa vsi čudno gledamo, kao ja. Kaj pa on govori, a imaš kaj denarja? Veš, to je to, to je to, potrošniška družba. Potrošniška, ja, se jaz tudi, kaj gledam, bom rekel, folk, kaj tako nori v te trgovine, pa to tudi dobro, vse ne rečem, vse osnovne stvari, pa če ti včasih kaj zapaše, ampak pol je pa že, tiste pa že pretirano, oziroma človek pade v nek tak hakelj, ne, da pol ne more psihološko... Zacikla se. Zacikla. Zacikla se v to potrošniško družbo. Veš, pejte ljudje v gozd, pejte ob reko, sedeti ob jezero, pustite trgovine premirno, preko njih nas kontrolirajo. Ja, Koliko je še naslednji je? Naslednji je, kaj Radio rečem, Revenge. kaj rečemo, kakšnega slovenskega, ali Dajmo enega domačega. enega domačega. Enega pa domač. Ok, zdaj sam vidim, kam sem. Ja, spet pri Radio Žica, dame in gospodje, in znamo, da način nam je pripravijo online akustik koncerte, zdaj je november, december in januarja bodo
tudi nadaljevali se koncerti, da mečkam razširimo drugačen pogled na glasbo, na pristop sam, da ne rabimo ne vem, kakšne hude opreme, milijone evrov za studije in ne vem kaj. Kot je rekel Miha Guštin, dolgo nisem bil v takem underground studiu, underground radiju. Sem rekel, ok, daj, privoščimo si, uživajmo v improvizaciji. In to je to. Evo. Žica. In dobro se rima je glasbena špica. 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 A ste nam še dva ostala? Zdaj, en angliški, bilo je pa samo še enega slovenskega za špilo. Zdaj, kaj bi bilo, kaj ti predlagaš? Ja, ne vem, lahko oba zaspilaš, takoj. Ok, pom pa oba. Da, angliškega zakon spavamo slovenski. A bi v bistvu mogoče? Ja. Povej. Mogoče najprej angliškega, ker tiste je tak. Mogoče najprej angliškega. Da pustimo še unga, ker tiste tudi ima eno tako močno sporočilo. Tale pa Shady Lane je pa nastal, ko smo bili na turi s Presmojenimi v Ameriki, ne? Smo bili na festivalu glasbe Soulsville v Memphisu, kjer je založba Stax. Stax založba, tam so vsi, bom rekel, so bili Demeters, pa Albert King je tam, pa vsi ti soul, tudi pevci, ameriški, črnski, ne.
In tam je bil en festival in pol, ko smo z Natalijo, ko se vračala nazaj, tam, ko smo spali, je bila zadeva ta, da sva šla čez, po bližnici sva šla, ne. V Ameriki je pa tako, da pač raj boljš, da greš po daljši poti kot po bližnici, ker ponavadi bližnica je čez geto, ne. Ja. Tako da, to je pesem Navdih. o temu, navdih, definitivno. Okay. Sem za Švico zdaj. Res? Ej, odlično, povej kaj, ko špilaš na to kitaro, Robert Randolph igra nekaj podobnega. Robert Randolph je mater, on je pa klasa, ja. Vidim, da si seznanjen, ja. Robert Randolph je eden v bistvu novejših temnopoltih bratov, ki špilajo pedal stil kitaro, on igra, hkrati pa tudi lap stil, pa tudi špila. On je norec, ja. Njega poznam že dolgo časa. Še v bistvu enega starejšega kolega leta nazaj v Bosni sem zvedel, o Robertu Randolphu. Ja, tako? Ja, vidiš, ta Balkan je blues poznan, bluziga Balkan, dobro. Zanimivo je, ker ta Robert Randolph, tudi se mi zdi, da ni sploh kler, če nekomu meniš Robert Randolph, mojan tako ne bo vedel. On je na primer tudi kar Hendrix špilil na pedal steel kitaro. Pa jaz sem ga pa, 2 leti nazaj sem ga odkril na internetu, sem gledal pa. Sej, on ima hude albume, hudo glasbo, celo za raperje je naredil en tak res hud komad, tak hip-hop močan. Tudi ne, ja. Res scena huda. Kje si pa ti dobil to kitaro? V bistvu ta kitara je
iz Ajdovščine. Zdaj ta prvo kitaro mi je žena naročila iz Anglije. Ja. Pol sem v Ameriki še eno kupil, tako da vam nekaj teh kitar imam. Tale zdaj tukaj, ki imam pri sebi, je iz leta 50, Hofner se napiše, ne. Ja. To je stara, bom rekel, kitara in je, to je bila nemška firma, ki je izdelovala bas kitare, Vidijo malo tam proti. evo, kameri. je pa to zadeva, da, bom rekel, zdaj ta firma je znana, predvsem pol ratana znana, ker je Paul McCartney špilil na bas kitaro, ki je ista firma naredila, pa John Lennon je tudi eno lep stil igral, drugačen model sicer. Ampak tale se je pa na Bolhi našla, včasih Na dobiš. Bolhi. Na Bolhi dobiš Hudo. včasih za zelo poceni dobiš zelo fajn zadeve. Od igle do lokomotive. Jaz, tako nekako, ja. Točno tako je. Ja, ja, nič. Miha, hvala ti pred zadnjim komadom, Ja. da se ti zahvalim, da si prišel, da si vzel čas zraven vseh projektov, ki jih delaš in dveh mehnih otrok. Res hvala. In še naprej bomo sodelovali in Z veseljem. ljudi informirali o glasbi. Hvala. Seveda. Hvala. Lej, meni je tudi čast, da si me povabil, pa da nam je rad, ali pa meni je ta radio bil vedno nekaj posebenega, ker je bil tako drugač, glede v smislu, kakšna glasba se vrti, kaj se tukaj govori, ne. Ja. In se mi zdi, da je dobro to, da so alternative, pa da so pač stvari, ki so povezane z dušo pa srcem, ne pa da se v bistvu gleda tako, ne, kaj zdaj pa je treba to tako, ne. Ja. Tako da super, hvala ti. Hvala tebi za konec. En slovenski, ki se mu reče Reče se mu pa Dolga pot. To je to. To je to. Dolga pot. Miha Erič v živo na spletnem radiu Žica. Gremo. Za neživljenje žal, dolgo jutranjih ur, a na dolgi rok tako ne gre. Tako življenje si izbral, recimo, da imaš prav, a kmalu čas pokazal svoje bo. Dolga pot čaka te, če misliš, da bo lahko, motiš se, utrujeno telo, neprespane noči,
srečno in Hvala tebi. vse najboljše zate v prihodnosti in za tvojo družino. Za konec sem pripravil, naredila ste samo Balkan Express. Ja, Kako se imenuje moja oddaja danes, od 6 do 8, ki ima tradicijo že čez 20 let. In me je res prijetno presenetilo to. Odlično. Super, ja, tudi jaz sem tudi presenečen, ker sem videl, da je Balkan Express, isto sem rekel, no, Ja. kako se povezuje stvari. Dobro. Super. Hvala ti. Hvala Še tebi. enkrat in evo ga. Samo je blues, Miha Erič za konc, Balkan Express, potem jingle in življenje gre naprej. Uživajte, življenje zavestno in ne besno. Čau. Čau. Če jim pomahamo. Ja, evo, pozdrav.